Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Kaj dobimo, če združimo dramskega igralca, štabnega vodnika, fatalko v čevljih z leopardnim vzorcem, lastnika betonarne, prodajalca avtomobilov in saksofonista? Ne veste? Naj vam pomagam. Dobimo 13. po vrsti mavrično anti-Janša stabilno manjšinsko vlado s podporo opozicijske stranke Levica. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: ekipa da te skipa. Kdo nam v resnici vlada za vsako ceno? Danes mineva natanko 3 mesece od predčasnih parlamentarnih volitev. Rekordnih več kot 90 dni, tako počasi je šlo samo še leta 1997, bo trajalo, da bomo dobili 13. vlado v samostojni Sloveniji. Vodil jo bo dramski igralec Marjan Šarec. Zakaj je trajalo toliko časa in kdo nam v resnici vlada za vsako ceno, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Doktorjem Igorjem Lukšičem in magistrom Bernardom Brščičem. Dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Evo, Igor, Bernard, najprej eno lažje vprašanje za uvod. To, da toliko časa traja, da dobimo to 13. Očitno je to res neka nesrečna številka, 13 vlado po vrsti. Je to znak zrelosti slovenske demokracije ali demokratičnega primanjkljaja? Jaz mislim, da je to predvsem rezultat volitev. Tokratni rezultati so bili zelo tesni v tem delu, ki sestavlja vlado. Kadar je med zmagovitimi strankami ena, ki odločno zmaga in ta sestavlja vlado in jo uspe sestaviti in ima neko večino, da jo lahko sestavi, takrat je ta postopek bistveno hitrejši. Ok. Bernard, kaj ti misliš? Jaz mislim, da je sestavljena relativno hitro, vendarle so minili šele 3 meseci od volitev. Sam tudi dvomim, da bi bilo možno dosti hitreje, verjetno kakšen mesec morda že, ampak nič dramatičnega, tudi nič ne kaže na kakšno zrelost demokracije sklepati iz tega, tako da v bistvu business as usual, bi rekel. Se pravi, ne vidite v tem nobene posebnosti, dobro? Ne, še zlasti zaradi tega, ker je prvi poskus, da se naredi vlado z Novo Slovenijo, ki je bil zgleda dosti resno zastavljen in je pripeljal do nekega rezultata, celo nekega papirja, ki se mu je reklo neka koalicijska pogodba, se pravi, dosti daleč so ta pogajanja šla, da je tam šlo precej časa in potem so šla pogajanja z oblikovanjem neke druge nove večine. No, to sem hotel, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Zdaj to, kot ti praviš, Igor, ta poskus z Novo Slovenijo. Ne? A sta bila kaj presenečena, ker so se toliko časa pogovarjali z Novo Slovenijo, potem pa se Nova Slovenija ni odločila za vstop v to Šarčevo koalicijo in zakaj po vajenem mnenju se ni odločila? Kdo bo kaj povedal? Bernard? Jaz mislim, da je popolnoma racionalna odločitev Nove Slovenije v bistvu biti tanka lazura na temelj, ki je skrajno rdeč, krvavo rdeč, samo zato, da praktično prikazuješ neko vtis demokratičnosti, pri čemer imaš takoj rezervo glasove Levice. Mislim, da je gospod Tonin in kompanija ravnala skrajno racionalno, da se je izognila političnemu samomoru. Ugotovili so praktično, da ne bi igrali vlogo jezička na tehtnici, da hkrati ne bi mogli uveljaviti svojega radikalno drugačnega programa, tako da se mi zdi, da je bila ta njihova odločitev racionalna. Nenazadnje je to potrdila tudi strahotna lahkotnost, s katero je Petorček potem sklenil implicitno koalicijsko pogodbo z stranko Levica, kar kaže seveda, da bi ta velika koalicija levih strank delovala tudi ob NSI-ju. NSI se je kot po moji oceni rešila očitnega političnega samomora. Razumna odločitev, skratka. Še zlasti, če tu nadaljujem, še zlasti zaradi tega, ker so uspeli s to naslednjo odločitvijo, da pa niso šli v to ponudbo skupne vlade v senci, da se je pa tudi tu rešila enega pretesnega objema SDS-a,
ki bi jo ravno tako verjetno peljal v pogubo na naslednjih volitvah. Kdo si je potem po vaju bolj vdahnil, ko je NSI rekla ne? Po moje kar na nek način vsi. Ne? Ja. Ker bi to res bilo ena napeta koalicija, podobno kot bo ta, samo da zdaj je v drugo smer šla napetost. Ja. Je pa tako, ne, nihče, ker so rezultati tako zelo tesni in nepredvidljivi, bojo vsi v tem mandatu morali vložiti precej napora, da bojo obstali ali pa kaj povečali svoje rezultate. Ja, razumem. No, jaz nisem čisto prepričan, da so tako tesni rezultati, vendarle gre dejstvo, da je bil gospod Šarec izvoljen s 55 glasovi, da gre kle za razmeroma trdno koalicijo. Tudi sam nisem prepričan, da bo zelo kratkega veka, kajti to koalicijo združujete dva skupna imenovalca. Prvi je normalen za vse politične stranke, to je politika brez romantike, zajemanje ekonomskih rent, zasedba položajev. Drugo, še nemara bolj pomembno vezivo te koalicije je pa anti-Janša sentiment, se pravi, da je potrebno, če želimo zopet, da bo v tej domovini lepo biti mlad, vzpostaviti anti-Janša koalicijo in temu gospodu preprečiti za let prihod na oblast. Če bodo zunanje okoliščine takšne, kot so bile za časa gospoda Mira Cerarja, domnevam, da je vek te vlade bistveno daljši, kot si nekateri predstavljajo. Je pa res, da hkrati trdim, da te zunanje okoliščine ne bodo tako ugodne, da se že napoveduje gospodarska kriza, da je hkrati ta vlada zelo nespametno, ko je prevzela programske gabarite skrajne levice, bolševistične, kardeljanske stranke, praktično še pred začetkom svojega dela odprla popolnoma nepotrebno fronto proti davkoplačevalcem in pa zlasti proti podjetnikom. Mislim, da bo to se za gospoda Šarca zelo, zelo slabo končalo. Tole me zanima, ne? Glede teh programskih. Zdaj, rekli smo na začetku, se pravi, nekako normalno je bilo, da Nova Slovenija ne bo šla v tako kombinacijo, ker ne bi zraven pasala. Ampak kaj pa vsebinsko usklajevanje? Ne? Imeli smo možnost primerjati koalicijsko pogodbo, ki jo je Šarčev Peterček uskladil z Novo Slovenijo in to, ta sporazum, ne, ta protokol, ali kako mu že rečejo, ki ga je uskladil stranko Levica. To so diametralno nasprotne stvari. Hočete reči, da potem tudi to ni več vprašanje, ker to, kar so z Novo Slovenijo uskladili, je enako dobro za Slovenijo, kot to, kar so uskladili stranko Levica. Ne? Ker če namreč ugotavljamo, da ni važno, katere stranke grejo skup, pa pol tudi ni važno, pač kakšna so programska izhodišča, kaj sploh je še važno? Ali je samo pomembno, da pač nekdo sestavi vlado in rezultat volitev, pa smo tako ugotovili že na začetku, ni več tisti, ki je recimo prvi kriterij za to. To je eno veliko vprašanje, ki po moje predvsem kaže na pomanjkanje enega intelektualnega suporta, ki ga imajo stranke in tudi slovenska javnost, če hočeš tudi medijske hiše. Namreč kaj je naš problem? Naš problem je, da mi kot država ne znamo oceniti in potem seveda tudi stranke, ne, in še kakšna interesna združenja, kakšen je naš realen, možen plan, pa tudi udejanljiv program v naslednjem letu ali pa 2 letih. In zato se držimo kot pijanc plota te proračunske logike, ki jo narekuje Ministrstvo za finance, se pravi v smislu ne talasaj, pusti primer. Iz tega stališča je dejansko koaliciji zelo podobna v realizaciji, ne pa tudi v podpisanih dogovorih. V podpisanih dogovorih, v koalicijskih pogodbah vsaka stranka mora najti neko opravičilo za to, da zadovolji svoj del volilnega telesa, da so da je noter nekaj njenih teh ključnih simbolnih stavkov ali pa ciljev, medtem ko je potem pragmatična politika sorazmerno neodvisna od tega, kar so noter napisali.
In dejansko mi nimamo enega aparata, s katerim bi znali, recimo, če pogledamo nazaj Cerarjevi vladi, verjetno so v zahodnji Evropi, kot poznam, že vedeli, načrtovali ali pa celo pomagali pri tem migrantskem valu, mi o njem nismo vedeli nič. In seveda nismo mogli biti na njega pripravljeni, nas je zadelo kot strela z jasnega in nobena od strank, niti država v svojih aparatih ali pa v intelektualnem delu tega ni imela. Zaradi tega, ker se tej državi zdi enostavno nepomembno, da investira v ta intelektualni aparat, ki bi znal to zaznati. Bernard, bi ti še kaj dodal? Jaz osebno mislim, da je gospod Šarec je v ozadju ta njegova strahotna želja postati predsednik vlade za vsako ceno in bi bil pripravljen podpisati koalicijsko pogodbo tudi z Mefistom, z vragom. Tako da je ta lahkotnost menjavanja, praktično ta koalicijska pogodba po mojem ni vredna papirja, na katerem je napisana, hkrati je pa to dogajanje simptom tega, kar se dogaja v slovenski levici, da praktično imaš avantgardo, stranko Levica, na drugi strani pa socialni demokrati in recimo temu progresivni liberalci praktično idejno soglašajo s temi programskimi gabariti, ki jih narekuje Levica, vendar si tega na glas ne upajo povedati. Zame je bilo pomenljivo, ko je gospa Jerkičeva, predsednica Svobodnih sindikatov, rekla, da je to vlada, ki je prevzela njihov program. Pa kje mi živimo, da vlada ponotranji program sindikatov, neke, bom rekel, socialne, najnizkotnejše socialne demagogije, nekih preživetih konceptov mesečniške beboekonomike, kardeljanstva, nekih dezavuiranih idej, ki bojo Slovenijo lahko popeljal samo na pot tretjega sveta v Karakas. Mislim, če si ti take deležnike, kot sta gospod Boscarol, kot je gospod Akrapovič, kot je cvetober slovenskega podjetništva, odtujiš z napovedjo, da bo efektivna obdavčitev kapitala 69% in da potem mainstream mediji propagirajo ideje, da je dividendna politika tako in tako irelevantna in da je omejitev za obdavčitev dobičkov ne bo, se res te mora zaskrbeti, kaj te mainstream mediji počnejo, da je ta diskurs lunatične, bolševistske, kardeljanske levice postal mainstream. Tako da praktično nekih razumnih socialdemokratskih idej praktično nimamo. Imamo samo levo in še bolj levo. Nekih normalnih idej o tem, kako bo Slovenija postala konkurenčna, kako bomo v bistvu postavili v ospredje ustvarjanje in menjavo, ne pa razdelitev in potrošnjo, to pogrešam. Ok, to pogrešaš. Nekaj sem vas še hotel vprašati, preden gremo počasi na prve oglase. A slučajno veste, kateri resor bo prevzela oseba na fotografiji? Ne? Zdaj smo namreč govorili veliko o vsebini, pa dajmo še kakšno o kadrih reči. Skratka, a veste, ministrica, za kateri resor bo tale oseba tu na fotografiji? Zdaj je bila ministrica, ki je pokrivala evropske zadeve. Kaj bo pa zdaj, pa nisem se pogledal. Bravo, točno, ja, res je. Zdaj ne bo v prihodnji vladi. Tako da Igor je vedel. Čestitke, a tudi veš, kako se piše? Vem, da je ime Alenka, se popravičujem, ker sem pozabil njen priimek. Bernard, se ti spomniš mogoče? Ne. Alenka Smrekol je to. Bila je ministrica zdaj za kohezijo, pokrivala je resor, ki vsaj nominalno drži roko nad 3,2 milijardami evropskega denarja. Skratka, Bernard, ti praviš, da nimamo zdaj tega diskurza, bi rekel, drugega tukaj v tem političnem prostoru, kot ta skrajno lev nek diskurs. Minuto še imamo približno, preden gremo na oglase. Igor, kaj ti praviš na to? Se pravi, je to težava, da imamo samo skrajne poglede zdaj, oziroma zakaj ti skrajni pogledi recimo prihajajo v medije bolj uspešno kot kakšni drugi?
Ja, ta skrajni pogled glede davkov je glavni izraz nezrelosti enega dela koalicije. Ker ti fantje in mogoče tudi kakšne dekle ne vejo, kakšne silne konsekvence to ima za položaj Slovenije, o tem, kar je tudi Bernard govoril. Ko si ti enkrat na položaju in ko si na nek način vladna stranka, je druga stvar in moraš vedeti, da to ima druge konsekvence, vse te tvoje izjave in ne glede na to, kaj slovenska javnost misli. Prav, bomo nadaljevali po oglasih. Skratka, si rekel, da je to glavni tle problem. V redu, bomo nadaljevali po oglasih. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem 13. vlade. Ostanite.